Dragi poslušalci, pozor! Vlada je razglasila samostojno razmišljanje za uradno teorijo zarote. Če se slučajno zalotite, da imate lastno mnenje, ga morate takoj prijaviti na Urad za enotnost misli. Tam vam bodo dodelili uradno različico resnice, ki jo lahko popolnoma varno uporabljate v družbi, nihče vas ne bo zasmehoval in vsem boste po godu. Zakaj je ta ukrep nujen? Strokovnjaki opozarjajo, da lastne misli povzročajo nevarne učinke, spodbujajo kritično presojo, vodijo do vprašanj, na katera vlada nima odgovorov in, kar je najhuje, lahko sprožijo kolektivno prebujanje zavesti. Da bi preprečili tovrstne družbene nemire, so oblasti sprejele naslednje smernice. Kadar začutite dvom, takoj prižgite televizijo, radio ali odprite časopis, kajti uradni mediji so najboljša terapija. Če zaslišite koga, ki misli svojo glavo, se od njega oddaljite vsaj 2 metra in si nadenite masko, da se ne okužite z lastno razsodnostjo. Čim bolj glasno ljudem sporočite, da gre za norca, da gre za posebneža in za teoretika zarote. Tako bo cela lokalna skupnost vedela, kdo misli svojo glavo. Vsak poskus logičnega sklepanja bo obravnavan kot sum kaznivega dejanja proti družbeni harmoniji in prihodnjim volitvam. Uradni predstavnik je zaključil z besedami. Državljani, prosimo vas za sodelovanje. Samostojne misli niso le nevarne, so nalezljive in kot vemo, okužbe se širijo hitro. Bolje, da ostanemo vsi skupaj v varnem, črednem nagonu, je dejal. Samostojno razmišljanje je za državo resnično nevarno in je upravičeno klasificirano za teorijo zarote. Vsi ti ukrepi so seveda v naše najboljše dobro, da bomo lahko še naprej skupno kradli, lagali in manipulirali.